Imamo samo še eno vprašanje, gospa ministrica. To smo danes tudi zgodbo objavili 24 ur in sicer, ali država stavbo na Litijski cesti v Ljubljani, ki bo namenjena sodstvu, preplačala za 6 milijonov. Takšna je namreč razlika med 1,7 milijona evrov kupnine in pa 7,7 milijona evrov, kolikor je zdaj plačala država. Še vedno vztrajate, da gre za ugoden posel, gre za 6 milijonsko razliko. Da, vztrajam pri tem, da gre za ugoden posel, ne nazadnje si najbrž niti ne rabiš biti ekspert na tem področju, da veš, če bi vi ali jaz sedaj kupovali stanovanje v Ljubljani, bi ga prav gotovo preplačali, kot se temu reče, v tem smislu, da so pač cene poskočile. Mi smo izvedli cenitev preko uradno zapriseženega cenilca, izvedli smo tudi vse potrebne analize ekonomske smotrnosti tega projekta, tudi predvideno stopno, da rečem, povračila te investicije v smislu njene uporabnosti na daljši rok, kajti sodišča bodo dolgo delovala. Naj samo povem za primer, da trenutno za samo eno od treh sodišč, ki jih nameravamo potencialno tja na to novo lokacijo seliti, to je Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, plačujemo za najemnino na Dunajski cesti v Ljubljani letno skoraj 700 000 evrov. Lahko si izračunate, da se torej že strošek te investicije samo s selitvijo oziroma z odpravo najemnega razmerja tega sodišča v 10 letih povrne. Ja, ampak 6 milijonov preplačila, pa še potrebni so prenove. Ne vem, odkje Tolikšna je bila kupnina, 1,7 milijona. Spoštovana voditeljica, vi ocenjujete, da je 5 let nazaj bila ta nepremičnina cenejša. 1,7 na 7,7. Veste kako, jaz nisem ekspert na področju cenitev, zato smo tudi najeli zunanjega eksperta, ampak tisti, ki bolj po domače povedo ta del te stroke, pa bodo rekli, da je nepremičnina vredna, kolikor lahko za njo dobiš na trgu. Mi, kot rečeno, smo angažirali uradno zapriseženega cenilca, ki je cenitev izvedel po vseh pravilih stroke, na način, kot je potrebni. Izvedli smo notranjo revizijo, da je ves posel izpeljan v skladu z vsemi predpisi in protokoli, tako da jaz sem prepričana, ne vem pravzaprav, kaj učite, da smo preplačali po 5 letih draginje za 6 milijonov, potem si želim, da tudi vi opravite to analizo ali pa pridobite cenitev. Dobro, gre za denar davkoplačevalcev, zato se seveda zaslužimo vedeti, kam gre naš denar. Davkoplačevalci bodo na leto potem privarčevali 600 000 evrov, sodišče pa ne bo delovalo samo 10 let, v kolikem času se bo samo za eno od treh sodišč, ki bomo selili, ta investicija. Hvala lepa za odgovore.